Moje ime je Marta Keršič in sem sodelavka Študijskega centra za narodno spravo. Mogoče na začetku nekaj besed o temi srečanja. Naslov predavanja je Italijanizacija kulturne krajine na Goričkem. Predavatelj Matic Batič nam bo spregovoril o skoraj četrtstoletnem obdobju italijanske oblasti na Goričkem. To se pravi na območju za nekdanjo Rapalsko mejo. Ta italijanska oblast je na tem območju pustila globoke sledi, ki so bile vidne predvsem preko gradbenih posegov v lokalno kulturno krajino, ki je v bistvu videz pokrajine močno preoblikovala. Pri tem pa nam bo avtor raziskave predstavil predvsem ideološki vidik teh posegov. V procesu preoblikovanja so bili namreč odstranjeni nezaželeni prostorski elementi in jih je italijanska oblast nadomestila z ideološko ustreznimi. Tako da je kulturna krajina vse bolj dobivala italijanski značaj. Ta je bil pa v bistvu skladen tudi z zahtevami italijanskega nacionalizma oziroma fašizma. Pa še nekaj besed o današnjem predavatelju, znanstvenem sodelavcu dr. Maticu Batiču. Matic Batič je bil rojen v Šempetru pri Gorici. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študiral zgodovino in nemcistiko. Leta 2012 je diplomiral. Leta 2015 pa je zagovarjal magistrsko nalogo o nemški publicistiki v Gorici v drugi polovici 19. stoletja. Leta 2020 je na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem uspešno zaključil doktorski študij z zagovorom doktorske dizertacije Italijanizacija kulturne krajine v Goriški pokrajini od konca Prve svetovne vojne do kapitulacije Italije. Izobraževal se je tudi v tujini, v Berlinu, v Regensburgu, potem pa je bil mladi raziskovalec in nato asistent zaposlen na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Od začetka letošnjega leta je pa kot raziskovalec zaposlen na Študijskem centru za narodno spravo. Njegova raziskovalna dejavnost zadeva različna vprašanja, povezana z zgodovino severnojadranskega območja v 19. in 20. stoletju, zlasti v povezavi s kulturno zgodovino. Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke v domačih in tujih znanstvenih revijah ter publikacijah. Objavlja tudi številne strokovne in poljudne članke ter recenzije, vezane na raziskave o kulturni in politični zgodovini. Njegova osebna bibliografija v sistemu Opis vsebuje 71 odnosov. Za magistrsko nalogo mu je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani leta 2015 podelila fakultetno Prešernovo nagrado. Matic, pa te kar vabim, da predstaviš današnjo temo oziroma se vključiš v srečanje. Ja, hvala lepa za besedo, hvala lepa za to predstavitev. Najprej bi rad seveda vse lepo pozdravil. Hvala lepa vsem, ki ste se odzvali vabilu in danes spremljate to predstavitev. Pa da za začetek, še pred začetkom predavanja skušam urediti še PowerPoint. Torej, da kar začnem z današnjim predavanjem oziroma predstavitvijo svoje doktorske dizertacije, o kateri so osnovni podatki že bili podani. Naj še za začetek povem, da bo to predavanje predvidoma trajalo okrog 1 ure, mogoče malo več, mogoče malo manj. Potem pa seveda ste lepo povabljeni k zastavljanju vprašanj oziroma mogoče tudi samo svojih komentarjev. Torej, kot poveže naslov, dizertacija obravnava posege v kulturno krajino na območju Goriške v času italijanske oblasti nad tem ozemljem. To je bilo od konca leta 18 pa vse do kapitulacije Italije leta 43, čeprav v samem vojnem obdobju seveda nekih večjih gradenj na to niti ni več
bilo. Pojem kulturne krajine je v disertaciji uporabljen za označevanje vseh človekovih posegov v naravne značilnosti določenega ozemlja, torej kot vsa večja ali manjša predrugačenja prvobitne naravne krajine. In v disertaciji sem te gradbene, pa tudi ostale posege v prostor analiziral preko njihove ideološke funkcije, se pravi kot proces, ki je odstranil nezaželene prostorske elemente in jih nadomestil z ideološko ustreznimi, kot je že bilo izpostavljeno. Kulturna krajina, lahko rečem, da je tako postala zavestno ideologizirana. Njena podoba naj bi izražala njen italijanski značaj, skladno s sočasnimi zahtevami italijanskega nacionalizma oziroma fašizma. Zdaj, kaj to v praksi konkretno pomeni, kaj si potem lahko predstavljamo? Začel bi s tem oziroma z ugotovitvijo, da arhitektura oziroma oblikovanje prostora ni zgolj funkcionalno oziroma utilitarno, vsaj v številnih primerih ne, ampak je tudi kulturno dejanje, preko katerega določena družba izraža svoja prepričanja, vrednote oziroma na nek način pripoveduje zgodbo o sami sebi in svojem mestu v svetu. Konkreten primer tega, verjetno najbolj znan, so spomeniki. Spomeniki namreč predstavljajo poskus pomnjenja in slavljenja določenih oseb, dogodkov in podobno. Na ta način neka skupnost, država oblikuje in utrjuje tiste vidike preteklosti ali vrednote, ki jih smatra za pomembne. Od francoske revolucije dalje, ko se narod postopoma seveda vzpostavlja kot najpomembnejša oblika skupnosti, imamo tako opravka predvsem s porastom številnih nacionalnih spomenikov. Se pravi, različni narodi začnejo množično postavljati spomenike svojim pomembnim vladarjem, odločilnim dogodkom, kulturnim ustvarjalcem in podobno. Glede na to je seveda razumljivo, da so spomeniki lahko tudi nadvse sporni, tako znotraj določene skupnosti, ki pogosto ni poenotena glede osebnosti, dogodkov ali vrednot, ki naj bi se jih bilo vredno spominjati. Še bolj pa je to izrazito v primeru ozemlja, na katerem živi več skupnosti, ki si lastijo nekako pravico do ta istega ozemlja. To velja posebno za obmejna območja, kjer drug ob drugem živita dva ali celo več narodnosti. Slovenska zahodna meja v zadnjih 150 letih predstavlja tipični primer takega območja, saj so se aspiracije tu živečih Slovencev in Italijanov vzpostavljale tudi preko postavljanja nacionalno obarvanih spomenikov, poimenovanja ulic in podobno, se pravi preko teh ideološko zaznamovanih posegov v prostor in posledično prilaščanja prostora. Tako lahko rečemo, da so se v prostoru odražali in zapisovali procesi prisvajanja tega teritorija, danes pa jih lahko zgodovinarji posledično beremo kot zgodovinski vir. Treba pa je dodati oziroma opozoriti, da ta ideološka dimenzija seveda ni prisotna le pri spomenikih, ki sem jih izpostavil. Tudi zgolj določen arhitekturni slog, na primer, lahko v določenem kontekstu prevzame nacionalno oziroma drugo ideološko konotacijo. Pogosto spregledano dejstvo je, da prav različni posegi v prostor predstavlja enega od najbolj daljnosežnih posledic približno te 20-letne italijanske oblasti za Rapalsko mejo. Saj so temeljito preoblikovali izgled številnih vasi in urbanih središč, ter tudi bistveno izboljšali infrastrukturno stanje na tem območju preko gradenj številnih novih cest, mostov, vodovodov, elektrarn in podobno. In čeprav so bili številni, predvsem tisti bolj ideološko zaznamovani elementi tega procesa v času po drugi svetovni vojni odstranjeni, so sledovi še vedno tako obsežni, da marsikje tudi danes temeljito zaznamujejo podobo pokrajine. Ne glede na to pa je slovensko zgodovinopisje, oziroma lahko bi rekli tudi mednarodno zgodovinopisje, to raziskovalno temo doslej obravnavalo izrazito parcialno oziroma zelo pomanjkljivo. Na to je gotovo vplivalo dejstvo, da kulturni fenomeni dolgo niso bili primarni fokus zgodovinskih raziskav, posebej v tem primeru pa je gotovo največ pozornosti tukaj vzbujal ta proces italianizacije oziroma nasilja nad slovenskim prebivalstvom. Verjetno pa je na to vplival tudi njen ambivalentni značaj. Namreč po eni strani je velik del italijanskih gradbenih posegov prispeval k gospodarskemu in infrastrukturnemu napredku regije v tem obdobju
in tako dejansko izboljšal materialno stanje tu živečega slovenskega prebivalstva. Kot tak se seveda ne sklada s prevladujočo izrazito negativno percepcijo obdobja italijanske oblasti. Po drugi strani pa so italijanski posegi v prostor imeli tudi jasen ideološki značaj. Bili so, lahko bi rekli, kamenček v mozaiku politike italijanizacije tega prostora. Zato lahko rečem, da dizertacija oziroma njeni rezultati predstavljajo novost, ki dopolnjujejo doslej slabo poznan vidik zgodovine Goriške, hkrati pa skušajo odpirati tudi dialog z mednarodno humanistiko. V okviru te predstavitve se bom najprej osredotočil na raziskovalne vprašanja, metodološki pristop, predstavil pa bom na to tudi strukturo dizertacije in najpomembnejše ugotovitve. Na samem začetku pa samo na kratko o geografskem okviru raziskave. Geografsko je ozemlje raziskave omejeno na območje tedanje Goriške pokrajine, ki seveda nekoliko odstopa od današnjih administrativnih oziroma političnih enot. Pri tem je treba tudi poudariti, da je omenjena upravna entiteta v obravnavanem obdobju, se pravi med obema svetovnima vojnama, obstajala v dveh različicah. V začetku italijanske oblasti so se meje Goriške ujemale z nekdanjo habsburško deželo Goriško-Gradiščansko, kot prikazuje slika na levi, obarvano z rdečo. Med letoma 23 in 27 je bila dežela na to začasno celo ukinjena, njeno ozemlje pa razdeljeno med dve sosednji, med Tržaško in Vidensko pokrajino. Po letu 27 pa je bila dežela na to ponovno izpostavljena, ampak z nekoliko drugačnimi mejami, kot je ponovno vidno na sliki, sicer tukaj na desni, spet obarvano z rdečo. Kot vidimo, je Goriška tedaj izgubila to ozemlje ob Jadranskem morju, pridobila pa precejšen del ozemlja nekdanje habsburške dežele Kranjske. Bistveno je, da v dizertaciji obravnavam te procese na vsem ozemlju, ki je med vojnama kadarkoli spadalo k Goriški. Pomembnejše pa je vprašanje, zakaj sem se pri raziskovanju omejil ravno na območje Goriške. Lahko rečem, da sta me k tej odločitvi vodila dva glavna razloga, in sicer najprej to, da je bil ta prostor doslej nekako najbolj v narekovajih zanemarjen v obstoječih zgodovinskih raziskavah, se pravi na področju študij ideološkega preoblikovanja prostora, predvsem v slovenskem zgodovinopisju. Treba pa poudariti tudi, da je Goriška pokrajina v tedanjem obsegu zavzemala v bistvu skoraj največji del slovenskega etničnega ozemlja, ki je po Rapalski pogodbi mednarodno pravno postalo del kraljevine Italije. V svojih dveh različicah je namreč obsegala vso dolino reke Soče, nato idrijsko-cerkljansko območje, Vipavsko dolino, del Krasa in tudi širše območje okrog Gorice. Ponuja torej dovolj veliko raziskovalno območje, kar tudi omogoča reprezentativnost pridobljenih podatkov oziroma rezultatov. Po tej uvodni predstavitvi prehajam na raziskovalne vprašanja. Najprej moram izpostaviti, da je osnovni cilj doktorske dizertacije zadeval dopolnitev doslej zgolj parcialne zgodovinopisne obravnave te tematike. Raziskava naj bi predstavljala celostno predstavitev značilnosti in funkcionalnosti italijanskih posegov v kulturno krajino na območju Goriške. Za dosego tega cilja sem v raziskavi omenjene procese najprej umestil v ustrezen zgodovinski kontekst, hkrati pa jih povezal tudi z relevantnimi teoretskimi koncepti. Iz tega torej izhaja, da sem v dizertaciji skušal odgovoriti na 3 medsebojno povezane in delno tudi prepletene sklope raziskovalnih vprašanj. Prvi sklop sestavlja vprašanja povezana s teoretičnim okvirom raziskave. Zanimali so me torej teoretični koncepti, s pomočjo katerih lahko razložimo kulturno in ideološko dimenzijo prostora oziroma prostorskih fenomenov. Hkrati so me zanimali tudi posebnosti obmejnih regij in implikacije tega, saj je bila Goriška od druge polovice 19. stoletja dalje tipična obmejna regija, kar je v času spenjajočih se nacionalizmov imelo specifične posledice za dojemanje dežele v nacionalističnem diskurzu. Drugi sklop vprašanj zadeva zgodovinsko-kontekstualni del. Posvetil sem se torej geografskim, zgodovinskim in kulturnim značilnostim obravnavanega območja, predvsem pa zgodovinskemu kontekstu prve polovice 20. stoletja, kolikor je seveda ta vplival na to dogajanje. Iz teoretične in kontekstualne podlage izhaja osrednji del raziskovalnih vprašanj, ki zadevajo opredelitev najpomembnejših posegov v prostor in njihove funkcionalnosti oziroma sporočilnosti.
Poleg tega sem želel identificirati odločujoče faktorje, ki so oblikovali ta proces. Zanimalo me, na primer, kakšen je bil vpliv lokalnih razmer, kakšno vlogo so pri tem odigrali dejavniki na nacionalni ravni, kateri so bili centri odločanja in podobno. Predstaviti sem skušal tudi kontinuitete in prelome med liberalno-demokratičnim režimom, se pravi do leta 22 in nato fašističnim obdobjem. Na koncu moram tudi poudariti, da namen dizertacije ni bil nekako sistematično, pozitivistično opredeliti in predstaviti vse gradnje oziroma čisto vse posege v prostor, ki so se v obravnavanem obdobju zvrstili na območju Goriške. Taka rekonstrukcija bi bila namreč zaradi obsežne in zelo raznovrstne gradbene dejavnosti izjemno obsežna, drugič pa tudi v bistvu ni bistvena za sam cilj dizertacije. Pri raziskavi sem zato izvedel tipološki izbor tistih gradbenih in drugih posegov, pri katerih lahko opazimo ideološko noto, nisem pa seveda raziskoval oziroma predstavljal čisto vseh primerov. Še nekaj besed o metodologiji. Tak sistem raziskovalnih vprašanj je seveda zahteval specifičen metodološki pristop. Ta je torej pogojen že z vsebinsko pestrostjo naloge. Glede na vsebino, dizertacija namreč obravnava teme, ki bi lahko uvrstili na področje kulturne zgodovine, politične zgodovine, tudi zgodovine ideologij, lokalne zgodovine, zgodovine vsakdanjega življenja. Hkrati pa presega tudi zgodovinopisje v ožjem pomenu besede, saj so v raziskavo vključene tudi ugotovitve drugih ved oziroma znanosti jasneje ločenih od zgodovinopisja, kot so na primer umetnostna zgodovina, potem področje kulturoloških študij in tako dalje. Dizertacijo torej najprej zaznamuje interdisciplinarnost. Metodološko izhodišče v ožjem pomenu besede pa je dvojno. Po eni strani dizertacija vsebuje nekako v narekovajih klasični zgodovinski pristop, to je rekonstrukcijo preteklega dogajanja, po drugi pa kulturološko analizo tega procesa. Kulturno-zgodovinska analiza se v dizertaciji torej nekako prepleta z vzročno-posledično rekonstrukcijo. V skladu s tem se naloga uvršča na široko področje kulturno-zgodovinskih raziskav, ki se predvsem v zadnjih desetletjih tesno prepletajo z že omenjenim področjem kulturoloških študij. Za raziskovalno problematiko so bile relevantne predvsem teorije o kulturni dimenziji prostora, povezane predvsem s tako imenovanim prostorskim obratom, potem raziskave obmejnih prostorov, tako imenovane border studies, raziskave nacionalnosti in raziskave spomina oziroma študije spomina. Metodološki pristop se torej nekako vklaplja v koncept sodobne kulturne zgodovine, pri tem izhaja iz postmodernega razumevanja kulture kot procesa opomenjanja in sporočanja, s pomočjo katerega človek osmišlja zunanji svet in svoje mesto v njem. V tem okviru se dizertacija primarno opira na ugotovitve tako imenovane semiotične šole oziroma enega od njenih najpomembnejših predstavnikov, to je ruskega semiotika Jurija Mihajloviča Lotmana. Za Lotmana je kultura določena svojo znakovno komunikacijsko funkcijo. Kulture torej v bistvu ne tvorijo le tisti pojavi in ali predmeti, ki še niso ovrednoteni z določenim znakom oziroma sporočilom. V dizertaciji sem torej sledeč Lotmanovemu semiotičnemu modelu različne italijanske posege v kulturno krajino analiziral kot oblike komunikacije ter skušal tako rekonstruirati njihovo sporočilnost. Pri tem sem poleg strukturalistično zaznamovanega semiotičnega pristopa upošteval oziroma skušal upoštevati tudi osebni faktor, se pravi vlogo posameznih arhitektov oziroma drugih odločevalcev, ki so seveda v ta proces vstopali s svojimi lastnimi estetskimi in drugimi prepričanji. Še nekaj besed o strukturi dizertacije. Torej, poleg uvoda in sklepnega dela se deli v 5 vsebinskih sklopov oziroma poglavij. V prvem so obravnavani osnovni teoretični koncepti, predvsem vprašanje kulturne dimenzije prostora in problematika obmejnosti. Pri tem je posebna pozornost posvečena pomenu prostora oziroma pomensko nabitih prostorskih elementov pri oblikovanju narodnostnih in tudi drugih identitet, pa tudi specifičnosti obmejnih območij v 19. in 20. stoletju.
Drugo poglavje na to oblikuje zgodovinsko-geografski okvir. Podrobno je predstavljen zgodovinski razvoj Goriške do druge svetovne vojne, jezikovno-narodnostna sestava prebivalstva, kot nam jo kažejo popisi prebivalstva in drugi viri. Poglavje pa na to zaključuje kratka predstavitev religiozne podobe dežele in cerkveno-upravne organizacije. Naslednje poglavje vsebuje predstavitev fašistične ideologije in režima, predvsem v povezavi z arhitekturo in urbanistiko. Predstavljeni so torej začetki fašistične ideologije in gibanja, vzpon fašizma na oblast in konsolidacija režima. Na podlagi tega pa na to obravnavam fašistično razumevanje naroda in fašistične revolucije, se je oboje neposredno vplivalo tudi na fašistično kulturno politiko in posledično na fašistično arhitekturo. V 4. poglavju sta na to podrobneje obdelana dva nekako prevladujoča strukturna dejavnika, ki sta odločilno vplivala na obliko in funkcionalnost posegov preoblikovanja kulturne krajine. Prvi dejavnik predstavlja odnos italijanskega nacionalnega gibanja do obravnavanega ozemlja, se pravi do Goriške, se pravi kako italijanski nacionalizem razume kulturni in zgodovinski značaj tega teritorija. Drugi dejavnik pa se navezuje na fizično uničenje, ki ga je območje doživelo med Prvo svetovno vojno, ko je prav skozi ozemlje Goriške oziroma čez ozemlje Goriške potekala seveda Soška fronta. Vojno opustošenje je nato zahtevalo obsežna obnovitvena dela, ki so novim italijanskim oblastem ponujala obilo priložnosti, da podobo pokrajine uskladijo s svojimi željami. Na tej podlagi je šele mogoča analiza konkretnih posegov v prostor in rekonstrukcija njihove sporočilnosti, kar vsebuje 5. poglavje, ki seveda predstavlja tudi osrednji del dizertacije. 5. poglavje torej vsebuje analizo izbranih primerov posegov v prostor na Goriškem. Rekonstrukcija se prepleta s predstavitvijo njihovega ideološkega ozadja oziroma sporočilnosti posameznih gradenj v tem zgodovinskem in geografskem kontekstu. Tipološko gledano so v poglavju obravnavani naslednji primeri preoblikovanja kulturne krajine. Najprej toponimi, nato vojaški spomeniki in pokopališča, potem posebna kategorija spomenikov, ki sem jih poimenoval spomeniki italijanskosti, nato sakralni objekti in končno primarno utilitarne zgradbe, ki so vsaj deloma v tem obdobju prav tako pridobile sekundarni ideološki značaj. Tako je predstavljena širina različnih procesov italianizacije kulturne krajine na Goriškem, vključen pa je tudi globinski pogled na večplastno funkcionalnost posameznih gradenj. Na prvo mesto sem torej umestil preimenovanje lokalnih toponimov, ki so ideološko verjetno najočitnejši vidik tega procesa. Iz tega razloga je to poimenovanje oziroma to preimenovanje toponimov tudi vsaj deloma bolje poznano kot nekateri drugi vidiki raziskave, vendar sem v tem sklopu obravnaval nekatere primere, ki doslej še niso bili podrobneje raziskani. S tem mislim predvsem na preimenovanje ulic in drugih, se pravi na naselbinskih imen, pa tudi na odstranjevanje slovenskih javnih napisov in njihovo nadomeščanje z italijanskimi. Proces italianizacije lokalnih toponimov je bil centralno zasnovan, začel pa se je že pred vzponom fašizma. Kmalu po aneksiji, torej po Rapalski pogodbi, italijanski kralj Viktor Emanuel III. Izdal dekret, s katerim je postavil strokovno komisijo, katere naloga je bila pripraviti seznam novih toponimov na priključenem ozemlju. Dokončna ureditev je nato prinesel kraljevi dekret, izdan 29. marca leta 1923, v katerem so bila objavljena nova italijanska uradna imena občin in naselij na vseh novo priključenih območjih. Dekret je poleg tega tudi določil, da se lahko v vseh uradnih dokumentih tistih institucij, ki uporabljajo državni jezik, se pravi italijanščino, uporabljajo le nova italijanska imena. Hkrati je dopuščal uporabo prvotnih imen pri poslovanju tistih organov, ki še uporabljajo nedržavni jezik, a je tudi pri tej koncesiji opazna skoraj da paranoična skrb, da se ne bi izgubila superiornost italijanskega imena. Neitalijanska imena so se namreč morala pojavljati na drugem mestu v oklepaju, hkrati pa tudi niso smela biti zapisana v večjih črkah.
Dejansko pa tudi ta koncesija ni imela več praktičnega pomena, kajti ob izidu dekreta ni bilo na vsem območju Goriške v bistvu več nobene institucije, v katerem bi bila slovenščina vsaj delno uradni jezik. Kot že ugotavljajo nekateri raziskovalci, ki so deloma predstavili ta proces, je ta proces zaznamovala precejšnja površnost. Italijanski odločevalci so le redko iskali etimološki izvor imena, kar je večkrat vodilo celo do nekoliko komičnih rezultatov. Tak primer predstavlja na primer gora Krn v Soški dolini, ki je bil preimenovan v Montenero, ker naj bi Italijani narobe razumeli slovensko poimenovanje, češ da pomeni črn. Še bolj komičen je bil nesporazum na severni meji, kjer so goro Peč prekrstili v Monteforno. Najbolj pogosto pa se v procesu italianizacije prvotno slovensko ime le fonetično prilagodili italijanski izgovorjavi in mu tako dali nekako italijanski zven. Vsekakor je bil to najbolj pogost način italianizacije toponimov. Preimenovanje je seveda doletelo tudi imena ulic in trgov v tistih naseljih, ki so seveda sploh imele ulice. Ta preimenovanja so se večinoma zelo ponavljala, nikjer praktično ni manjkala ulica ali trg poimenovana po italijanskem kralju ali Benitu Mussoliniju. Zelo pogosto pa se pojavlja tudi imena italijanskih državnikov oziroma drugih akterjev povezanih z vzpostavitvijo italijanske državnosti, kot so na primer Giuseppe Garibaldi, grof Cavour, pa tudi imena teh najbolj znanih italijanskih kulturnikov, kot so na primer Dante in podobni. Kot primer so tukaj predstavljene ulice oziroma trgi v Ajdovščini leta 1931. Očitno je, da v bistvu nobeno od teh imen ni na kakršenkoli način skoraj da povezano z zgodovino tega ozemlja, ampak predstavljajo direkten prenos te italijanske nacionalne oziroma lahko bi rekli celo nacionalistične tradicije. Tukaj še drugi del. Podobno kot naselbinska imena in drugi toponimi so tudi javni napisi implicitna politična oblika javnega sporočanja. Njihova politična sporočilnost je povezana z njihovim javnim značajem. Ker stojijo na javnem mestu, že njihova prisotnost nekako implicira strinjanje širše skupnosti z njihovo prisotnostjo in sporočilnostjo. Od 19. stoletja dalje, ko je jezik postal nacionalni atribut, je jezik javnih napisov dobil izrazito politično noto. To je bilo še posebej značilno na narodnostno spornih oziroma mešanih ozemljih, ki si jih je lastilo več skupnosti. Prisotnost javnih napisov na določenem spornem območju je tako ipso facto predstavljala tudi zahtevo po nacionalni afirmaciji, kar je vodilo v politizacijo javnih napisov v določenem prostoru. Upoštevajoč njihovo politično dimenzijo, ni presenetljivo, da so po italijanski zasedbi Goriške slovenski javni napisi, na primer poulične table, kažipoti, zvezki nad trgovinami in gostilnami, postali sporni. Kmalu po vzpostavitvi italijanske oblasti je zato prišlo do odstranjevanja in uničevanja slovenskih napisov. Prva faza te deslovenizacije, če lahko temu tako rečem, je bila bolj ali manj spontana, saj so jo izvajali predvsem lokalni italijanski nacionalisti oziroma fašisti, ki so pri tem lahko računali na v bistvu nekakšno benevolentno nezanimanje oblastnega aparata. Po začetku Mussolinijeve vlade pa je politika tudi na področju te oblike prostorske italianizacije postala veliko bolj sistematična. Kraljevi prefekt za Julijsko krajino je namreč že 26. decembra 2022 izdal odlok, v katerem je predpisal vsaj dvojezični značaj napisov na stavbah občin in drugih javnih institucij, pri čemer je seveda italijanski napis moral biti na prvem mestu. Podobna določila so bila nato kmalu uvedena tudi za zasebne javne napise, pri čemer so določali celo napise na grobnih kamnih. S pojavom fašističnega režima so se začeli množično širiti tudi politično-propagandni napisi povezani s propagiranjem fašizma.
Vsebinsko se je v večini napisov ikonografija fašistične stranke povezovala z udarnimi izreki Mussolinija oziroma drugimi fašističnimi gesli. Množična prisotnost teh fašističnih propagandnih napisov, predvsem v 30 letih, izraža eno obliko naraščajočega fašističnega totalitarizma, ki je želel vse vidike življenja prebivalcev Italije vključiti v svoj ideološki program. Postavitev napisov s fašistično vsebino v tem času ni bila več prepuščena iniciativi posameznih aktivistov ali lokalnih funkcionarjev, temveč je dobila centraliziran značaj. V skladu s prepletanjem strankarskega in državnega aparata so v procesu aktivno sodelovali izpostave fašistične stranke in državni organi. Na Goriškem je pokrajinski sekretar fašistične stranke v začetku oktobra 1937 vsem državnim in strankarskim organom v pokrajini poslal okrožnico, v kateri je dal natančna navodila za postavitev napisov z Mussolinijevimi izreki v vseh goriških občinah. Sekretar je predpisal tudi seznam citatov, z katerega so lahko izbirali lokalni odločevalci. Pri tem je strogo prepovedal uporabo navedkov, ki niso bili navedeni na priloženem seznamu. Pri izbiri naj bi izhajali iz vsebine teh izrekov in njihove relevantnosti za posamezno območje. Kot lahko vidimo, primer na sliki, slika predstavlja enega od glavnih trgov v Vipavi, v zgornji Vipavski dolini, na tej sliki tukaj je, oziroma na tej hiši tukaj desno, se vidi napis. Če se pomaknemo dalje, se pravi v drugi sklop, tega tvorijo italijanski spomeniki in pokopališča povezana s Prvo svetovno vojno. Spomeniška gradnja, povezana z ohranjenjem oziroma oblikovanjem spomina na vojno izkušnjo, je na Goriškem po Prvi svetovni vojni doživela velik razcvet. Najpomembnejši razlog za tako številne vojaške spomenike in seveda tudi pokopališča na tem območju predstavlja dejstvo, da je prav tu med letoma 15 in 17 potekala Soška fronta, kjer so se vrstili najhujši spopadi med italijansko in habsburško armado. V povojnem času pa je to dejstvo odločilno vplivalo na dojemanje Goriške v italijanski kolektivni zavesti. Povojna Italija je bila namreč, podobno kot ostale evropske države vpletene v vojno, žalujoča nacija, saj je velik del, če ne celo vse italijanske družine v vojni izgubil moža, sina, sorodnika ali vsaj prijatelja. Potreba po spominjanju in žalovanju za padlimi se je tako pojavila že med samo vojno, po koncu spopadov pa je postala še mnogo intenzivnejša. Prav prva dimenzija vojaških spomenikov je bila torej nekako, lahko bi rekli, predpolitična. Temeljila pa je na potrebi svojcev po spominjanju in žalovanju za izgubljenimi, pa tudi na želji, da obiščejo te kraje, ker so se prej bojevali in umirali njihovi bližnji. Tisoči padlih italijanskih vojakov so bili najprej pokopani na številnih manjših vojaških pokopališčih ob nekdanjih bojiščih, ker so bili kmalu postavljeni tudi prvi spomeniki, ki so večinoma izražali predvsem žalost in občutek izgube, kot lahko vidimo na teh primerih iz tako imenovanega pokopališča herojev v Ogleju. Obenem pa so spomeniki in pokopališča na Goriškem istočasno prevzela tudi nekakšno sekundarno oziroma drugo vlogo. Država je namreč stremela, da politiko spomina na vojno oblikuje ideološko konformno, se pravi skladno z njenim lastnim razumevanjem. Državno vodena politika spomina v povojnih letih je tako preko gradnje spomenikov, potem praznovanj ob pokopu neznanega vojaka, organizacijo obiskov pokopališč in podobno predstavljala poskus oblikovanja kolektivnega spomina. Državne komemoracijske prakse so vzpostavljale zgodovinsko naracijo o zmagoviti vojni, ki je bila predstavljena kot zmagovit zaključek procesa italijanskega združevanja. Številni spomeniki postavljeni v Julijski krajini oziroma predvsem na ozemlju Goriške naj bi predstavljali nekakšne paradigmatske kraje spomina za celoten italijanski narod. Skladno s tem se je kmalu pojavila tudi monumentalnejša spomeniška arhitektura, kot je na primer veliko vojaško pokopališče na hribu svetega Elije na obronkih Dobrdobskega krasa.
Vendar pa je prisotnost velike neitalijanske manjšine oziroma v bistvu večine v regiji, pa tudi nedavna vključitev tega območja v italijansko državo pomenila, da so vojaški spomeniki posredovali še dodatno sporočilnost. S pripovedi o zmagoviti in predvsem pravični vojni za osvoboditev tega domnevno starodavno italijanskega ozemlja so namreč predstavili tudi fizični opomin italijanske oblasti. Na ta način so služili tudi kot znak nacionalne suverenosti in izključevanja slovenske prisotnosti. Gradnja številnih vojnih spomenikov na tem ozemlju in z njimi povezane komemoracije je tako po eni strani bila rezultat pomembnosti Goriške oziroma celotne julijske krajine v povojni Italiji, po drugi strani pa so prav številni spomeniki krepili čusten pomen nekdanjih bojišč v kolektivni zavesti italijanskega prebivalstva. Padli italijanski vojaki so bili v začetku pokopani na množici manjših vojaških pokopališč ob vsej nekdanji frontni črti. To pa se spremenilo s prihodom fašizma. V fašističnem ideološkem sistemu namreč ta majhna pokopališča niso bila najbolj ustrezna. Bila so nekako zelo intimna, predvsem pa so izražala žalost, izgubo in trpljenje. Predvsem pa niso izražala veličine italijanskega naroda oziroma italijanske vojske. Zato je bila v začetku 30. let sprejeta odločitev za prekop vseh padlih v novo zgrajene monumentalne kostnice. Na našem ozemlju, se pravi na ozemlju Goriške, so bile zgrajene 3. In sicer na severu v Kobaridu, nato na Oslavju v bližini Gorice in končno še pri Redipulju oziroma slovensko Sredipolju na obronkih Dobrodobskega krasa. Največja od teh je seveda kostnica v Sredipolju, kjer je pokopanih približno 100 000 italijanskih, se pravi padlih italijanskih vojakov, od tega v veliki meri neznanih oziroma neidentificiranih. Ostali 200 nekoliko manjši, najmanjša je v Kobaridu, kjer je pokopanih dobrih 7 000 padlih vojakov, oziroma na Oslavju pa nekaj več kot 30 000. Predvsem kostnica v Redipulji oziroma Sredipolju je predstavlja verjetno najboljše utelešenje fašistične ideologije v kamnu, če lahko tako rečem. Namreč fašizem je državo oziroma narodno skupnost razumel vojaško in hierarhično. Italijani naj bi pod vodstvom svojega vodje, se pravi Benita Mussolinija, predstavljali neke vrste veliko vojsko, ki naj bi tako spet dosegla veličino rimskega imperija. Podoben princip zelo jasno izraža tudi arhitekturni jezik kostnice oziroma spomenika v Sredipolju. Ko obiskovalec stopi k vznožju kostnice, pred njim najprej stojijo grobnice generalov, jih lahko vidimo tukaj, ne, na začetku. Predvsem je največja grobnica nekdanjega poveljnika te italijanske armade, ki se je bojevala na južnem delu Soške fronte, to je vojvoda Aosta. Nato pa na tem ogromnem stopnišču sledijo v bistvu so izpisana tisoči teh imen padlih italijanskih vojakov pod napisi presente, kar pomeni prisoten. Obiskovalec tako dobi vtis, da vojska nekako še v smrti stoji pripravljena na ukaze svojega poveljnika, ki je pokopan pred njo. Raziskava, če torej sklenem, je raziskava na tem področju pokazala precejšno pestrost oziroma večplastnost funkcionalnosti vojaških spomenikov iz tega obdobja. Delovali so tako kot nacionalni kraj spomina, kot nacionalni označevalci prostora, nato s prihodom fašizma pa tudi kot specifičen izraz fašistične ideologije. Pokazala pa se je tudi njihova predpolitična oziroma pietetna dimenzija. Posebno ti prvi spomeniki, postavljeni takoj v času po Prvi svetovni vojni, so namreč temeljili na čisto človeški potrebi po žalovanju in spominjanju, kar nekateri tudi jasno ikonografsko izražajo. Tipološko podobno področje gradenj so spomeniki, s pomočjo katerih so nove oblasti utrjevale specifično zgodovinsko naracijo o domnevno kontinuiranem latinsko-italijanskem značaju tega ozemlja.
Zato sem jih poimenoval preprosto spomeniki italijanskosti. Vse od druge polovice 19. stoletja dalje so namreč italijanski nacionalistični intelektualci skušali upravičevati svoje irredentistične želje. To je bilo na ozemlju Goriške še toliko bolj nujno, ker se zaradi večinske prisotnosti neitalijanskega prebivalstva niso mogli sklicevati zgolj na etnične meje. Zato so se posluževali predvsem geografskih in zgodovinskih argumentov. Osrednjo vlogo je pri tem imela zgodovinska naracija, po kateri je bilo ozemlje Goriške starodavno italijansko, ker je v rimskih časih bilo del rimskega imperija. Rimsko civilizacijo so nato sicer prekinili vdori raznih barbarskih ljudstev in nato naselitev Slovanov, ampak rimski oziroma latinski značaj območja naj bi se ohranil predvsem preko prisotnosti Beneške republike na tem ozemlju. Na ta način so lahko nacionalistični intelektualci konceptualizirali kompleksno zgodovino tega območja kot nekakšen epski boj za ohranitev latinskega oziroma italijanskega značaja regije. V njihovi naraciji se torej pojavlja jasna kontinuiteta med Rimljani, Benečani in končno sodobnimi Italijani, se pravi od romanita preko latinita do italianita. Čeprav morajo priznati, da so to dediščino deloma zasenčila ali celo uničila stoletja nemške okupacije, se pravi, ko je to ozemlje bilo del nemškega cesarstva, pa seveda tudi slovanski pritisk, kot temu rečejo, naj bi regija ohranila svoj starodavni latinski oziroma italijanski značaj. Značilnosti lokalne kulturne dediščine so tu igrale izjemno pomembno vlogo. Kot je na primer leta 1932 v svojem delu zapisal italijanski umetnostni zgodovinar Dalry, v svoji študiji o umetnosti na območju Julijske krajine, prav prisotnost italijanske umetnosti, od rimskih ruševin pa vse do beneških levov, priča o italijanskem značaju dežel okrog Jadrana. Ker naj bi dežela torej uspešno ohranila svojo prvotno italijanskost, je bila vloga novih oblasti v odstranitvi vseh tistih elementov, ki so bili znak nemškega oziroma slovanskega pritiska. In če so bila ta ozemlja zgodovinsko in kulturno italijanska, kot so trdili vsi ti avtori, je bilo potrebno predvsem to, da nove oblasti odstranijo znake stoletne nemške arhitekturne okupacije in tako dokončajo na simbolni ravni seveda osvoboditev tega ozemlja. To se je kazalo na primer v postavitvi spomenikov, ki so nakazovali prav na starodavni italijanski značaj Goriške. V Gorici so tako na primer kmalu po koncu vojne v občinskem parku postavili kip rimske volkulje, ki je že med vojno bil ulit iz zaplenjenih avstrijskih topov. Pogosto se pojavljajo tudi levi svetega Marka kot simbol Beneške republike, ki naj bi v času od konca rimskega cesarstva pa vse do ponovne vzpostavitve italijanske države predstavlja branik oziroma nosilca italijanske kulture na tem območju. Paradigmatično je, da je bila ena od prvih dejanj italijanskih oblasti v Gorici postavitev Beneškega leva nad glavni vhod v Goriški grad, kjer se nahaja še danes. Velik kip Beneškega leva, ki je bil prej v deželnem muzeju, je bil tja slovesno postavljen že 25. aprila 1919, se pravi v času, ko Gorica mednarodno pravno sploh še ni bila priključena Italiji. Dejansko pa je bila, zgodovinsko gledano, Gorica le za nekaj let v času prvo beneško-avstrijske vojne, se pravi v 16. stoletju, v rokah Beneške republike. Beneški lev se pojavlja tudi na številnih drugih krajih oziroma spomenikih. Leta 22 je recimo bila postavljena spominska kapelica na vrhu hriba svetega Marka nad Čempetrom pri Gorici. Potem so tudi recimo primer v Ogleju, kjer je postavljena prav tako rimska volkulja, pa v Gradišču ob Soči, kjer je tudi postavljen kip leva svetega Marka in tako naprej. Tipičen primer spomenika italijanskosti predstavlja tudi postavitev Dantejevega kipa v Tolminu. Ta se je navezoval na staro legendo o domnevnem bivanju tega pesnika v Zgornji Soški dolini, kjer naj bi celo dobil inspiracijo za svoj pekel. Po eni strani naj bi postavitev tega kipa nekako potrjevala kontinuirano pripadnost Goriške italijanskemu kulturnemu prostoru, po drugi strani pa je ta kip, ki so ga Tolminu podarile Firence oziroma firenška občina,
vzpostavil povezavo med Tolminom in eno od središčnih točk italijanske kulture. Na ta način je bila tako simbolično utrjena povezava med osvobojenimi ozemlji in italijansko matico. Sporočilnost spomenika lahko razumemo tudi kot skrb, ki ga je prenovljena italijanska nacija, natančneje Firence, gojila do teh tako imenovanih odrešenih ozemelj. Pomen tega kipa oziroma njegove postavitve potrjuje tudi dejstvo, da je pri otvoritvi spomenika sodeloval sam italijanski prestolonaslednik princ Umberto Savojski, ki je predtem slovesno otvoril tudi spomenik padlim goriškim irredentistom v Goriškem parku spomina. Vpliv ideologije o domnevni zgodovinski italijanskosti se močno odraža tudi na področju sakralne arhitekture, ki predstavlja naslednji tipološki sklop, ki sem ga obravnaval v dizertaciji. Tudi na področju sakralne arhitekture so se arhitekti in konzervatorji nekako trudili cerkvam dati njihov prvotni oziroma antični videz. Kot je zapisal vodja italijanske spomeniške službe za Julijsko krajino, arhitekt Guido Cirilli, je bil njihov namen, če citiram, obnoviti in ohraniti veličastne ostanke, ki potrjujejo rimski in italijanski značaj te dežele. Spremembe v okviru restavratorskih posegov so zato pogosto bile zelo izrazite oziroma radikalne. Če izpostavim samo en primer, je to bazilika Santa Maria delle Grazie v Gradežu, ki je bila verjetno prvotno zgrajena v 5. stoletju in je to večkrat obnovljena, tako da je do 18. stoletja dobila že precej baročni videz. V obdobju med obema vojnama so bila med letoma 24 in 27 izvedena obsežna konzervatorska oziroma obnovitvena dela, med katerimi so bile številne baročne značilnosti odstranjene, tudi freske iz 16. stoletja. Obnovitvena dela so zelo jasno skušala nekako obnoviti izgled starorimske bazilike. Še bolj radikalne pa so bile spremembe v vaseh ob nekdanji frontni črti, kjer so bila potrebne v bistvu popolne rekonstrukcije oziroma popolne novogradnje, ker so te cerkve bile med vojno tako hudo poškodovane. To je seveda razumljivo, če upoštevamo, da so te cerkve služile kot simbolno središče vaških skupnosti, še posebej zvoniki so nekako simbolno prevladovali oziroma prevladujo v lokalni kulturni krajini. Žal še vedno nimamo študije, ki bi celovito predstavljala ta proces, tudi v dizertaciji se mu nisem mogel tako podrobno posvetiti. Vemo pa, da so iz sredstev vojne odškodnine v 20 letih obnovili več kot 40 cerkva, uničenih oziroma poškodovanih med Prvo svetovno vojno. Dosedanje raziskave pa vsekakor potrjujejo, da so te spremembe bile nadvse obsežne. Velika večina prezidav je sledila nekako izrazitemu neoromanskemu slogu s tipičnimi zvoniki, zgrajenimi po oglejskem tipu, se pravi sledeč zvoniku bazilike v Ogleju, ki predstavlja prvo rimsko kolonijo na tem ozemlju in posledično nekako simbolno točko oziroma simbolno začetno točko te naracije o domnevni, starodavni oziroma neprekinjeni italijanskosti tega teritorija. Kot primer lahko izpostavim na primer to cerkev svetega Jurija v Ločniku. Na levi je vidna seveda nova cerkev, na desni pa stara. Potem so pa še drugi primeri. Tukaj recimo izpostavljen primer je že bil pokazan recimo cerkve svetega Petra v Šempetru pri Gorici. Pa imamo tukaj tudi cerkev recimo v Ročinju v Soški dolini itd. Se pravi, teh primerov je ogromno. Vsekakor so pri vseh teh primerih, pri vseh rekonstrukcijah zelo striktno nadomeščali prvotni baročni slog, ki je bil nekako razumljen kot posledica srednjeevropskega oziroma nemškega vpliva z tem neoromanskim slogom, s katerim so se skušali navezovati nekako na rimsko antiko. Zadnja kategorija raziskave so nato še utilitarne zgradbe, kar je morda na prvi pogled nekoliko presenetljivo,
saj tu mogoče ne bi pričakovali nekakšne ideološke dimenzije, ampak kot je pokazala raziskava, so tudi številni popolnoma utilitarni objekti dobili sekundarni ideološki značaj. Med njimi sem recimo v tem poglavju obravnaval šolske stavbe, pa tudi primer industrijske gradnje, predvsem cementarno v Anhovem. Na koncu treba tudi še poudariti, da je tipološki model, ki sem mu sledil, pogosto zgolj okvirnega značaja. V praksi so se posamezni tipi gradenj namreč pogosto prepletali in združevali, tako da lahko govorimo o hibridni gradnji. Recimo spomeniki italijanskosti so se pogosto združevali z vojaškimi spomeniki in podobno. Torej, če preidem počasi k zadnjemu delu te predstavitve, bi se rad nekoliko podrobneje posvetil še ugotovitvam oziroma rezultatom. Pregled je smiselno začeti s tem, da izpostavim dejstvo, da je dizertacija osvetlila številne primere posegov v kulturno krajino, ki doslej sploh še niso bili podrobneje predstavljeni oziroma sploh poznani. Kar se tiče ugotovitev o značilnostih tega procesa, moram najprej omeniti, da se je vzpostavila nekako slika o kompleksnem prepletanju dejavnikov, ki so vplivali oziroma zaznamovali ta proces. Ti so bili tako lokalni, kot tudi nacionalni in celo mednarodni. Med zadnjimi je prevladoval predvsem vpliv fašistične ideologije, še posebej njene estetike, ki pa je seveda bila vpeta v širši evropski kontekst. Kot prav tako pomemben dejavnik se kaže pomen Goriške kot v narekovajih odrešenega ozemlja v povojni italijanski državi, kar je mogoče pripisati vojaškim spopadom ob Soški fronti, pa tudi načrtni vladni spominski politiki. Prav tako pomembni so bili tudi specifični lokalni dejavniki, predvsem že omenjena Soška fronta, ki je zahtevala obsežno povojno obnovo. Končno pa je treba izpostaviti še specifično koncepcijo zgodovinskega in kulturnega značaja regije, kot se je vzpostavil v krogih italijanskih nacionalističnih intelektualcev od druge polovice 19. stoletja dalje. Čeprav dizertacija ni zasnovana kot poskus pozitivistične rekonstrukcije vseh prostorskih intervencij, se je med raziskavo pokazal velik obseg teh posegov, predvsem na področju postavljanja spomenikov. Glede na ugotovitve naloge lahko razlago za tak obseg iščemo predvsem v dveh skupinah dejavnikov. Prvi izhaja iz pomena tega ozemlja v imaginariju italijanskega nacionalizma in fašizma, drugi pa iz inherentne krhkosti italijanske oblasti na tem teritoriju. Če začnem s slednjim, je treba poudariti, da je Goriška predstavlja tipično obmejno območje, ki ga je v 20. stoletju zaznamovala odsotnost jasnega vira suverenosti. Čeprav po podpisu Rapalske pogodbe mednarodno pravno gledano pripadnost tega ozemlja ni bila sporna, pa je v povojnem zgodovinskem kontekstu oziroma vzpostavitvi tako imenovanega pariškega sistema mednarodnih odnosov, kot to opredeljuje ameriški zgodovinar Eric Weitz, na italijanski značaj velikega dela tu živečega prebivalstva ipso facto ogrožal legitimnost italijanske oblasti. Pogosto poudarjanje prvinskega italijanskega značaja tega ozemlja v nacionalističnem diskurzu, kamor seveda spada, kot smo videli, tudi postavljanje spomenikov, tako pravzaprav priča o deficitarni legitimnosti italijanske oblasti. Obenem pa je za razumevanje tega procesa potrebno upoštevati tudi pomen Goriške v povojni Italiji, kar je bila predvsem posledica Soške fronte, kjer so dobri 2 leti potekali največji spopadi med italijansko in avstro-ogrsko vojsko. Zaradi vojaških spopadov so dotlej skoraj neznani hribi naselja ob Soči vstopili v kolektivno zavest prebivalstva v vseh vojskujočih se državah, predvsem seveda v Italiji, ker je povojna spominska politika, kot rečeno, načrtno poudarjala spomin na te kraje, na katerih je bilo za dosego zmage prelito toliko krvi. Z vzponom fašizma se je pomen tega teritorija še dodatno stopnjeval, saj je fašistična ideologija tem ozemljem posvečala še dodatno pozornost, ta je pa ponovno izhajala prav iz osrednje vloge, ki jo je izkušnja Prve svetovne vojne imela v fašističnem ideološkem okviru. Pomembna ugotovitev dizertacije zadeva tudi širino
ideološke zaznamovanosti. Kar je pomembno tudi v kontekstu drugih primerjalnih raziskav, ki se večinoma osredotočajo na javne spomenike, ki so seveda nekako najbolj aktualni oziroma najbolj pereči tudi v današnjem kontekstu. Glede na analizo izbranih primerov je namreč jasno, da ideološka sporočilnost ni bila omejena le na gradnje, ki jih običajno zaznamujemo kot ideološko zaznamovane, se pravi spomenike. Temveč je opazna tudi pri primarno utilitarnih objektih. Tudi na prvi pogled popolnoma pragmatične gradnje, kot so nove šolske stavbe, cerkve in infrastrukturni objekti, so v tem času večinoma prevzele sekundaren ideološki značaj, in sicer se svojo arhitekturno semantiko, se pravi spomensko nabitim arhitekturnim slogom in upodobljenimi državnimi oziroma režimskimi simboli, ali pa zgolj za instrumentalizacijo v vladajočem diskurzu, ki je italijansko vladavino na tem območju prikazoval kot prinašalko civilizacije in napredka. Upoštevajoč to vse prisotno v narekovajih okuženost z ideološko sporočilnostjo, je hkrati treba poudariti tudi vsaj delno prisotno ambivalentnost in kompleksnost te iste sporočilnosti. Jasno se je namreč pokazalo, da posegov v kulturno krajino ne moremo razumeti le kot preprostega prenosa ideološkega programa v prakso. Italianizacija kulturne krajine Goriške se je pokazala kot večplasten proces, v katerem so se ideološki koncepti in strukturni dejavniki na ravni italijanske države prepletali z lokalnimi potrebami in posebnostmi, zanemariti pa ne smemo tudi irreduktibilne osebne note, kar dokazujejo na primer primeri preomenjenih fašističnih kostnic. Raziskava njihovega nastanka je namreč potrdila pomen osebnih opredelitev političnih odločevalcev in arhitektov, s tem pa tudi nujnost kombinacije strukturne analize in hermeneutike. Izbrani arhitekti so res ustvarjali pod vplivom prevladujočih estetskih vrednot v nacionalnem in evropskem kontekstu, obenem pa so zagovarjali specifične rešitve, ki jih ne moremo reducirati zgolj na vpliv okolja oziroma zgodovinskega konteksta. Kot je pokazala raziskava, so se, če se vrnem nekoliko nazaj, da bo bolj jasno, se pravi, so se kostnici v Sredipolju in nad Kobaridom, se pravi tale pa ta desno, ki jih je zasnoval dvojec Castiglioni Greppi, in kostnica na Oslavju, se pravi ta levom, ki jo je zasnoval arhitekt Gino Venturi, z arhitekturno govorico vsekakor vklapljale v režimsko spominsko politiko, čeprav so se koncepti arhitektov med seboj precej razlikovali. Očitno je torej, da se je znotraj meja sistema odpiralo bolj ali manj široko področje, v okviru katerega so se na to uveljavile osebne preference. Na področju gradnje kostnice je bil odločilen prihod generala Uga Čeja na čelo urada zadolženega za gradnjo, saj je bil prav ta glavni promotor arhitekturnih rešitev dvojca Castiglioni Greppi. Skoraj gotovo je, da bi bili kostnici v Sredipolju in Kobaridu v nasprotnem primeru precej drugačni. Podobno kompleksno je tudi vprašanje o centru italianizacijskih procesov. Pokazalo se je, da ne moremo govoriti o enotnem programu ali državni instituciji, ki bi usmerila to delovanje. Ponovno smo namreč soočeni z že izpostavljenim prepletanjem lokalnih pobud in odločitvami, sprejetimi v središču oziroma s strani osrednjih državnih organov. Doslej je bila zelo slabo znana predvsem vloga italijanskih občin, ki je bila precejšna, v številnih primerih v bistvu odločilna. Tako so bile na primer Firence zaslužne za postavitev Dantejevega kipa v Tolminu, posebno v prvih povojnih letih pa je bila zelo pomembna tudi vloga Rima, saj je prav Rim oziroma rimska občina darovala kipa rimskih fokul, ki sta bili postavljeni v Gorici oziroma Ogleju. Vloga omenjenih občin kaže tudi na pomen, ki ga je to območje po prvi svetovni vojni uživalo v vsej Italiji že pred prihodom fašizma. Prav v tem času je namreč Goriška iz ozkega okvira nekako stopila iz ozkega okvira nacionalističnih intelektualcev v nacionalno kolektivno zavest. Večino pobud pa lahko kljub temu pripišemo lokalnim nacionalistom, strankarskim funkcionarjem in uradnikom, ki so se močno trudili, da bi to območje pridobilo italijanski značaj. Ta prizadevanja je nato
običajno aktivno podprla tudi država s svojim aparatom. Na podlagi navedenega lahko torej na koncu rečem, da je dizertacija vsekakor prispevala k poznavanju doslej le rudimentarno obravnavanega vidika zgodovine Goriške med obema svetovnima vojnama. Hkrati pa so rezultati dizertacije pomembni tudi za zgodovinske in kulturološke raziskave, povezane z drugimi evropskimi obmejnimi območji, raziskavami spomina, nacionalnimi konflikti, reprezentacijami narodnosti, predvsem pa italijanskega fašizma. Obenem pa seveda je potrebno opozoriti, da s tem številni vidiki tega procesa še niso bili celovito raziskani oziroma ostajajo neznani. Za celovito poznavanje konkretnih prostorskih posegov bodo zato brez dvoma potrebne še dodatne raziskave. Hvala lepa za pozornost. S tem tudi zaključujem svoje današnje predavanje. Če so mogoče vprašanja oziroma komentarji, pa seveda z veseljem. Jaz sem Marjeta Pisk, pa bi se zahvalila za zelo zanimivo tole predstavitev, predavanje, tako sistematično, zaokroženo. Res je bilo to lepo poslušati. Po vsem tem, kar ste povedali, bi me pa zanimalo, če ste mogoče raziskovali tudi odziv oziroma recepcijo med lokalnim prebivalstvom. Pač tukaj vemo, da gre za heterogene, ne pač najbrž tudi odzive, domnevam, pa me zanima, če bi lahko še kakšno besedo o tem spregovorili. Hvala. Ja, hvala za komentar oziroma vprašanje. Ja, seveda to je ravno tako zelo zanimiva tematika, ki ste jo izpostavili. Lahko rečem, ja, deloma sem raziskoval, ampak še veliko premalo, oziroma tukaj je treba še marsikaj dodati na tem področju. Vprašanje recepcije lokalnega prebivalstva seveda deloma težko rekonstruirati, ker seveda neki kritični odzivi v teh razmerah so bili zelo težki, oziroma potem po vzponu fašizma tudi zelo nevarni, bi se lahko reklo, tudi strukturno precej onemogočeni z počasnim izrinjanjem oziroma ukinitvijo slovenskega tiska. Tako da ja, najdejo se neki drobci oziroma posamezni primeri, ko recimo slovenski časopis Goriška straža opisuje, recimo v enem primeru italijanske vojaške spomenike kot recimo neko obliko italijanizacije oziroma prisvajanja tega teritorija. Najdejo se tudi recimo primeri, zelo zanimiv recimo en zapis v koledarju Goriške Mohorjeve družbe, mislim, da iz leta 27 ali 28, v katerem recimo sam proces povojne obnove, oziroma tega novega tipa stanovanjske gradnje, ki se takrat začne uveljavljati, primerja prav z potujčevanjem. Se pravi, enako kot se modernizira, oziroma enako kot se modernizira krajina oziroma ta bivalna kultura, enako se nekako počasi izgublja tudi ta starodavna slovenska narodna zavest in podobno. Tako da, ja, taki primeri vsekakor so. Je pa res, da tukaj bo potrebno še veliko raziskati, je gotovo še veliko neznanega, recimo v dnevniških zapisih iz tega časa itd. Tako da, če nekako sklenem, lahko rečem, ja, da sem uspel najti posamezne primere, ki potrjujejo, se pravi, da je tudi tedanje lokalno prebivalstvo ta proces recipiralo oziroma ga razumelo kot del politike italijanizacije, so pa to samo drobci, tako da tukaj bo potrebno gotovo še nadaljnje delo. Hvala. Tukaj bi bilo potem zanimivo tudi, kako se je spreminjal odnos do te spremenjene krajine po priključitvi. Recimo uničevanje teh domov do Lavora, ali pa nekaj se je sprejelo kot
nek normalen proces oziroma kot obliko neke nove krajine, nekateri elementi pa niso šli, ne, pa se jih je tudi uničevalo dobesedno ali pa zavračalo na druge načine. Tako da se mi zdi, da je ta tematika tako kompleksna in zanimiva. Ja, kaj je tisto, kar ljudje potem sprejmejo kot del tega teritorija, kot nekaj našega, kot del nekega zgodovinskega procesa in tako naprej, nekaj pa tisto, kar ostane kot tuje, kar česar ne želimo v določenem okolju. Tako da hvala za to zelo zanimivo izhodišče. Ja, se lahko povsem strinjam s tem, kar ste rekli, pa mogoče lahko na tem mestu še izpostavim, da ravno z oktobrom začenjam prav podoktorski raziskovalni projekt, v katerem se bom posvetil prav procesu nekako upravljanja s to italijansko dediščino v tem prelomnem času med letoma 45 in 54. Tako da verjamem, da bodo tudi tukaj na dan prišle zanimive stvari oziroma zanimivi rezultati. Ja, dober dan, Tanja Martelanc, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Mene pa zanima, ste govorili o arhitekturi crkva, če ste se ukvarjali tudi kaj z opremo crkva in ker tam je recimo tudi zelo vidno to forsiranje italijanskih umetnikov in uvažanje teh del iz drugih regij Italije, na Primorsko. Ali mogoče to že presega doktorsko dizertacijo? Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da jo ne presega, oziroma da ravno tako bi vsekakor sodilo noter. Je pa tako, da v bistvu jaz sem uspel v okviru te raziskave na področju sakralne arhitekture res predstaviti samo neke najbolj osnovne vidike tega procesa, nekaj tipičnih gradenj podrobneje. Tako da žal prav za samo opremo se mi ni uspelo, oziroma tega nisem natančneje raziskoval. Je pa vsekakor to raziskovalna tematika, ki je ravno tako zelo relevantna za to vprašanje in bi si to zaslužila, ker, kot rečeno, na tem področju res v bistvu o tem vemo malo, oziroma veliko premalo. Tudi v doktoratu sem prav na področju sakralne arhitekture lahko žal podal res nek osnoven pregled za nekaj študijami primerov, tako da nekako so vidni ti recimo te osnovne ideološke težnje, ki so jim sledili, ampak žal pa več kot to mi ni uspelo. Tako da upam, da bo kdaj v prihodnosti, oziroma da bom lahko v prihodnosti se tudi še podrobneje posvetil temu vprašanju. Hvala še enkrat tudi z moje strani vsem, ki ste se nam pridružili danes, pa seveda hvala tudi še posebej za postavljene vprašanja in podane komentarje. Hvala.